Glejte, Umar je v svojih napovedih za zadnjo napovedal gospodarsko rast za leto 2021 kar 4,3%, oziroma BDP kar v višini 48 milijard in pol. To pa je celo nekoliko več, kot pa je bilo doseženo v letu 2019. Verjetno je za tako optimistične napovedi Umar zajemal kar zadolževanje države, ki se nanaša na potrošnjo, čeprav v veliki meri pristajajo v depoziti bank. Na drugi strani je napoved stopnje brezposelnosti višja kot pa leta 2020 in napoved, da bo 9,2%, verjetno bo še višja, glede na zadnje dogodke, v letu 2019 pa je znašala 7,7%. Kakšna je potem vaša izhodna strategija gospodarstva, da bomo cilj BDP v višini 48,5 milijard oziroma presegli 2019, da bomo to dosegli? Smo namreč že v drugi polovici marca in nič ne kaže na okrevanje gospodarstva. Še vedno veljajo ukrepi COVID-19, še vedno velja policijska ura, številne dejavnosti so še vedno zaprte. V zadnjih tednih nas presenečajo pa seveda te napovedi multinacionalk za zapiranje proizvodnih obratov pri nas, kar predstavlja postavljene cilje še bolj postavlja pod vprašaj. Pred 14 dnevi je italijanski Safilo zaprl, prejšnji teden na Koroškem Adient. In seveda poleg tega vemo, da je na to vezano še veliko drugih storitvenih dejavnosti, ki prav tako bodo zmanjšali svoje poslovanje. Adient je sicer že prej napovedal, da bo proizvodnjo v Slovenj Gradcu zaključil leta 2025, vendar je ta epidemija vse skupaj pospešila in glejte, letos se začenja zapiranje do začetka naslednjega leta. Spoštovani minister, Slovenija je v velikem deležu gospodarstva vezana na dobaviteljskih verigah, na multinacionalke in v veliki meri na avtomobilsko industrijo. Vse kaže na to, da se bo trend zapiranja obratov nadaljeval, saj se prodaja avtomobilov bistveno zmanjšuje. Ljudje zaradi ukrepov gibanja manj potujejo. V Slovenj Gradcu je še eno močno podjetje vezano na avtomobilsko industrijo, lahko se zgodi še najhujše. Približno 400 Korošcev pa dela tudi čez mejo v Maletu in tudi tam so že signali, da se bo zapiralo, zmanjševalo. Zanima me, kako boste ukrepali. Verjetno ste pričakovali, da bo v času po epidemiji prihajalo do krčenja in tudi v LMŠ smo vas na to opozarjali in res potem, kakšni so vaši ukrepi, da bi to preprečili. Kakšna je potem vaša strategija okrevanja, ki bo preprečila socialne stiske zaposlenih, ki izgubljajo delo ob zapiranju velikih proizvodnih obratov in vezanih storitvenih dejavnosti na ta podjetja? Kaj boste jutri povedali na obisku na Koroškem? Slišimo, da imate pripravljene rešitve, kar ste danes tudi kolego Predniku že napovedali. Prosim, če še lahko enkrat mogoče širše odgovorite. Hvala.